V Sloveniji šole za poklic varilca ni. Za lastne potrebe jih izobražujejo posamezna podjetja. Na nacionalni oziroma mednarodni ravni pa si je mogoče pridobiti znanje in certifikate za ta poklic na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani in v Mariboru. Si lahko pridobijo znanja na področju ročnih spretnosti, varjenja, kot tudi v nadzoru izvedbe del, kot varilni koordinatorji, imamo tudi mednarodna izobraževanja, in pa seveda kot kontrolorji za vse možne metode neporušnega preizkušanja materialov. Lahko pridejo individualno ali pa jih pošljajo podjetja? Tako, tukaj smo zelo odprti in vedno več je, individualistov, ki hodijo na naša izobraževanja. Nekateri imajo izobraževanja, ki traja tudi po pol leta, to delamo preko Mednarodne varilske zveze po njihovih smernicah, ki je tudi potem po celem svetu priznano, in tukaj dobijo tudi certifikate, seveda pa morajo te certifikate obnavljati. V številnih slovenskih podjetjih varilcev primanjkuje. Splošno mnenje, da je to zelo zamazano, grdo delo in tako dalje, ampak sodobne naprave, sodobni pristopi v industriji temu kažejo čisto drugačen obraz danes in ni temu več tako. In je možno napredovati, se pravi, lahko se izobražuješ dalje kot varilni mojster, lahko se izobražuješ kot varilni kontrolor, koordinator. Opažate pa beg varilcev čez mejo, kjer so boljše plače, kjer so boljše razmere? Ja, to je tudi razumljivo in pričakujemo, da bo tega bega v prihodnosti še več. Zaradi tega, ker enostavno naša industrija ne prepozna, da je treba ta kader zadovoljivo plačati. Po svetu je dosti cenjen varilec, pa prej dobiš v kovinarski stroki službo kot katere druge. Boste ostali v Sloveniji ali vas bo potegnilo čez mejo? Zdaj naslednji 2 leti sem kar tu, v Sloveniji, imamo tako dogovorjeno, potem pa ne vem. Danes poznamo več kot 1000 varilnih postopkov in kombinacij. Ročno varjenje in dobro razvite ročne spretnosti varilcev so kljub sodobnim avtomatiziranim in robotiziranim procesom varjenja še zmeraj nujni, saj je možnosti za nastanek napak v zvarnem spoju še zmeraj veliko. V Mariboru in Ljubljani izučeni varilski kader izpolnjuje zahteve standardov, priznanih v 43 deželah po svetu. Pregledamo zvarjene z ultrazvočno preiskavo. To so v bistvu dodatne zahteve od naših kupcev, naših strank. Učimo pa se, kako spoznati napako na našem ekranu oziroma. Je teh napak veliko? Ja, čim manj, tim boljše. Po poklicu sem strojni tehnik, ampak ker imam delo kontrolorja, je to ena stvar, ko jo moramo opravljati. Ja, učimo se pregledovanja, se pravi nepravilnosti v vzvarnih spojih. Poslala pa me je firma, ker je to dodatno delo, katerega bom mogel upravljati. Ja, to vsekakor moraš biti človek, zato moraš ljubiti nekak stilu proizvodnje. Morate veseliti kontrola, delo z artikli, delo z železom, različnimi materiali. Je pa to v bistvu vse, na koncu pa le delamo za plače. Zdaj, kje mi vidimo te izdelke, te zvarjene izdelke, te zvare v recimo vsakodnevnem življenju, pa se niti ne zavedamo? Skoraj da vse posod. Tudi z avtom, ki ste se danes pripeljali, je celi zavarjen in tam je tudi ogromno potreb po nadzoru kakovosti, potem imamo razne nadstreške, gradnja konstrukcij, strojev, ogromno je teh področij. Tudi na področju plastike, se ogromno dogaja, ker se vedno več tudi vari in pa seveda v sorodnih industrijah. Skoraj da ni industrije in ni izdelka brez varjenja. Strojništvo je zelo široka veda in varjenje je le kanček mozaika, ki združuje še znanja o elektriki, metalurgiji, kemiji. Če je varilec dober, ima v sebi tudi delček umetnika, pravijo, saj z rokami raztaplja, oblikuje, strjuje nad 1000 stopinj ogreti raztaljeni material. Matej Pečnik je optimističen, da zaradi visokega povpraševanja po varilskih storitvah poklic varilca vendarle ima svetlo prihodnost.